Ena od mojih želja, ambicij in odgovornosti v tem mandatu je bila povezana z obljubo, da se politika, zlasti tukaj mislim na nepoklican del politike, na stranke in druge, zlasti koalicijske seveda, ne bodo vtikale v kadrovske odločitve, ampak bomo poskušali to delati tako, kot to velja za najbolj razvite države modernega sveta, da smo pri tem, vsaj kar se pravnih podlag tiče, uspeli, kaže vključitev v OECD. Da bi se izognili poskusom tega političnega plenjenja pri kadrovanju, smo ustanovili KAS, ki je sicer pokazal tudi nekaj slabosti. Pri taki iznajdbi, kot je bil v času slovenske tranzicije, v času krize, se mi zdi, ne smemo biti preveč presenečeni. To da pokazuje tudi veliko dobrega in je umeščen kot mehanizem v novo ustanovljeno agencijo za upravljanje kapitalskih naložb. Danes se še vedno zdi, in državljanke in državljane to moti, in mene to moti. Samo da oni nimajo moči, jaz imam pa odgovornost, da temu stopim na prste. Moti, ker je v javnosti vtis o tem, da med strankami ali med nepoklicanimi teče neusmiljen boj za to, kdo bo vodil katero podjetje, ustanovo ali agencijo. In v zvezi s tem bi rad dal naslednjo izjavo. Vi se spomnite, preden to izjavo dam, da sem takoj na začetku mandata, ko sem bil izvoljen za predsednika vlade, obiskal enega od regulatorjev. In mu takrat je rekel, prišel sem samo po eno stvar. In to je sprošno. Da, ukolikor začutite kakršenkoli pritisk politika ali drugih nepoklicanih in umešavanje v vašo suvereno presojo glede pristojnosti, ki jih imate, da me o tem obvestite. In ta moja odločitev, sem tja šel in o tem obvestil parlament na naslednji sej, je zalegla, da se regulatorji niso pritoževali nad vtikanjem politike v njihovo delo. Ta izkušnja, ki se je izkazala za dobro, me je navedla, da danes preberem naslednjo izjavo. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb je bila ustanovljena z namenom učinkovitejšega upravljanja države. Pri svojem delu, in to ji določa zakon, je povsem avtonomna. Naša naloga je, da jim zagotovimo ustrezne pogoje za delo, od agencije pa smemo pričakovati, da bo svoje delo upravljala strokovno. V izogib morebitnim očitkom o političnih vplivih na delo agencije pozivam vodstvo agencije, da javnost kadarkoli nemudoma obvesti o vsakršnem poskusu vplivanja, ki bi pomenil poseg v njihovo avtonomnost in strokovnost, vključno z morebitnim poseganjem strani predsednika vlade ali njegovih sodelavcev, ministric in ministrov oziroma državnih uradnikov. Ta poziv agenciji dajem javno, da se lahko nanj odzove na primer način vsakič, ko bo, če bo tako ocenila, da je pod pritiskom tistih, ki nimajo pristojnosti, da se v njeno odločanje vtikajo. To sem storil zato, ker sem bil številni vaših hiš v zadnjih deležen nekaterih vprašanj, ki so me potem navedle do spoznanja, da je to postalo vprašanje, do katerega se treba tudi na tak način opredeliti. Hvala lepa. Grem državni svet, to morate razumeti. Hvala.